Lep pozdrav, tu Živa sila, Blaž. V tem videu bom nadaljeval na temo hipnoze. V prejšnjem videu sem govoril o covidu in kako gre pri tem za hipnozo. Zdaj bom govoril o tem, kako v bistvu sploh prepoznamo lahko, kdaj smo v hipnozi. V hipnozi smo vedno, kadar se ne zavedamo svojega dihanja. Zdaj pa lahko vsak pomisli za današnji dan, koliko časa v današnjem dnevu ste se zavedali svojega dihanja. Verjetno skoraj nič. In to vam pove, da ste cel čas v hipnozi. Zakaj? Zato, ker v hipnozi smo takrat, kadar se ne zavedamo sedanjega trenutka, ker smo svoje zavedanje usmerili v svoj v svoje misli, podzavest, ki nas potem vodijo namesto nas. In mi, kot živo bitje, lahko sebe usmerjamo samo v sedanjem trenutku, v katerem se zavedamo svojega dihanja. Če se ne zavedamo svojega telesa, svojega dihanja, potem delamo v skladu z podzavestjo, s podzavestnimi programi, ki nas avtomatsko usmerjajo, tako kot pač so sprogramirani. In večino teh programov smo dobili od programiranja oziroma hipnoze od svojih staršev ali pa od televizije ali pa od šolskega sistema in podobno je zdaj recimo COVID program za programiranje oziroma hipnozo ljudi, da se obnašajo tako kot pač program, ki je predvajan po televiziji, veleva. Se pravi, nosite maske, imejte razdaljo, pejte se cepiti, pejte se testirati. In to je vse samo program hipnoze. Torej, prvi korak, kako preprečimo, da bi sploh bilo možno, da nas kdo hipnotizira, je to, da se zavedamo svojega dihanja in pa seveda samega sebe, kdo mi smo kot živo bitje, kot živa sila. Dokler mi ne znamo ločiti med sabo kot živo silo, pa svojim umom, svojimi mislimi, čustvi, občutki, potem ne vemo sploh, kdo smo in ne znamo moči svoje žive sile uporabiti oziroma jo usmeriti tako, da se ravnamo v skladu z načeli, ki si jih sami postavimo. In posledica tega je seveda, da smo v hipnozi, da nas drugi lahko manipulirajo in zlorabljajo. Tako kot pač se zdaj dogaja s COVID hipnozo. In kako zdaj prijemo do tega? Ja, kar tako v eni sekundi ali pa v enem momentu ne bo šlo. Priporočam vsem, da se naučite uporabljati samoodpuščanje, samoodkrito pisanje, ki se ga lahko naučite v spletnem tečaju Destiny iProcess Lite, ki ga povezavo bom navedel pod tem videom v okno z razlago. In ta tečaj je sicer v angleščini, lahko vam pa jaz osebno svetujem oziroma razložim stvari, če me kontaktirate. Ker jaz ne bom delal kar tako neki, brez da bi kdo kaj dobil nek odziv, da sploh nekdo nekaj hoče. Torej, če kdo od vas, ki bi rad več zvedel o tem, kako preprečiti hipnozo, kako se zavedati svojega dihanja, kako se zavedati svoje žive sile, potem me lahko kontaktirate, pa se vam direkt z vami pogovarjal o tem, da boste res razumeli, za kaj se gre. To je to, kar sem v tem videu hotel povedati, tako da se vidimo v naslednjem. Hvala lepa in lep pozdrav.